No, moje ime je pa Urška Jeglič, sem raziskovalka in asistentka na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in bom danes spregovorila o zrcaljenju arabskega islama v Evropi. Zadnjih 20 let se veliko piše in govorim o tem, kako hitro narašča število muslimanov v Evropi in da bo islam v prihodnjih desetletjih postal najštevilčnejša svetovna in evropska religija. Migracije muslimanov v Evropi sicer niso prva tema današnjega prispevka, po drugi strani pa jih ne smemo spregledati, saj imajo pomemben vpliv na spremembo verske prakse muslimanov v Evropi. Na začetku prispevka bi rada opozorila na to, da je islam kljub uporabi pridevnikov arabski, evropski, bosanski in tako naprej v osnovi en in več ali manj složen v svoji dogmatiki, če pustimo na tem mestu ob strani delitev na sunitski in šiitski islam. S pridelkom arabski islam želimo v tem prispevku poudariti kulturne in predvsem religiološke razlike znotraj islama, ki so se razvile v določenih geografskih okoljih. Spremembe verske prakse so tesno povezane tudi s predpisi pravnih šol, ki jim sledijo muslimani v Evropi. Delitev islama se je zgodila takoj po smrti preroka Muhameda v 7. stoletju zaradi nestrinjanja z nasledstvom. Dobimo dve struji, sunitsko in šiitsko. Večina svetovnega evropskega prebivalstva in s tem tudi ves Bližnji vzhod, če to besedo razumemo v ožjem smislu in ne prištevamo Irana, sledi sunitski smeri islama. Pravne šole so se začele razvijati za časa omajadskega kalifata. V 8. stoletju jih je bilo prisotnih kar 18. Abasidsko obdobje od 750 do 1258 je v 11. stoletju prineslo kanonizacijo pravnih šol. Poimenovanja so dobila po svojih ustanoviteljih, velikih pravnikih, ki so Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Ašafi in Ibn Hanbal. Kanoničnim pravnim šolam, se pravi hanifitski, malikitski, šafijitski in hanibalitski pravni šoli, so skupni viri in nekatere metode, s pomočjo katerih se rešujejo sporna teološka in pravna vprašanja. Med seboj se razlikujejo po metodi, ki jo uporabljajo pri svojem učenju in glede na to, kako sprejemajo nekatere pravne trditve. Za našo obravnavo sta najbolj pomembni hanifitska pravna šola, ki je bila uradna pravna šola v Osmanskem cesarstvu in ji še danes sledi večina avtohtonih evropskih muslimanov, kakor tudi muslimani v nekaterih drugih državah Bližnjega vzhoda, kot so Turčija, Jordanija, Sirija, Libanon in tudi Palestina. Na drugi strani je hanibalitska pravna šola, ki je uradna pravna šola v Saudovi Arabiji. Poleg kanoničnih pravnih šol so danes sunitskem islamu prisotne še ibaditska pravna šola v Omanu in zahiritska pravna šola, ki prevladuje v Pakistanu. Svoje privržence pa ima prav tako v Maroku. Pod terminom arabski islam bomo v nadaljevanju razumeli hanibalitski islam, ki je v 18. stoletju doživel največjo reformo, potem ko je Mohamed al-Wahabi dodatno poostril pravila, ki se odražajo preko vahabitskih in salafistskih gibanj. Predpisal je obvezno nošenje brade za moške in podložnost nevernikov, poleg tega pa je prepovedal vse okrasje in glasbo. Ženske so se morale začeti strogo pokrivati oziroma zakrivati. Mogoče samo toliko razlika med pokrivanjem in zakrivanjem, govorimo o takrat, da obraz je zakrit, ko se vidijo zgolj oči, pokrita je pa glava, ko je viden obraz. Pripadniki omenjene pravne šole same sebe imenujejo zedinjevalci, pripadniki stroge božje enotnosti. Pietistična smer islama, ki poskuša živeti islam prvih 3 generacij in zavrača kakršnokoli interpretacijo svetih besedil, se pravi apologijo, kijas, je svoj vzpon doživela v 20. stoletju. Salafitsko gibanje je svoje sledilce dobilo tudi v Evropi, česar posledica je zrcaljenje idej arabskega islama v Evropo in posledično spreminjanje verske prakse muslimanov v Evropi. Arabski islam s svojimi salafističnimi idejami projicira v Evropo na 2 načina. In sicer na nek naraven način, preko migracij, ko se muslimani, ki sledijo tej smeri, priseljujejo v Evropo, in na nekoliko bolj nenaraven način, preko širjenja salafističnih idej,
in navdušenja avtohtonih evropskih muslimanov in potomcev priseljencev nad njimi. Pri preučevanju tovrstnih procesov ugotavljamo, da je vpliv migracij manjši, kakor se to zdi na prvi pogled. Statistični podatki iz leta 2021 in 2022 kažejo, da 30% priseljencev v Evropi prihaja iz Bližnjega vzhoda, a da med njimi močno prevladujejo Sirci, s tem sledijo Turki. Seveda Sirci tudi posledica vojne. Oboji večini pripadajo hanifitski pravni šoli. Poleg priseljencev iz Bližnjega vzhoda najdemo med muslimanskimi migranti in njihovimi potomci še šiitske Irance in Iračane ter Afganistance, med katerimi so tako šiiti in suniti, ter muslimanske imigrante iz afriških držav, ki sledijo večinsko sunitski malikitski pravni šoli. Leta 2017 so bili s strani Pew Research Centra oblikovani 3 morebitni scenariji povečanja muslimanskega prebivalstva v Evropi, in sicer glede na to, če bo stopnja migracij bistveno višja, kot je bila takrat, približno enaka oziroma neka srednja migracije, ter če bo stopnja migracij za leti padla. Ker sta bistveno višanje migracij in bistveni padec migracij bolj neverjetna scenarija, se bomo osredotočili na to, da bodo migracije ostale približno enake. Do leta 2050 naj bi tako islamski veroizpovedi pripadalo 11,2% Evropejcev, leta 2016 je ta delež znašal 4,9%. Poleg priseljevanja bo igrala pomembno vlogo tudi višja rodnost, pri čemer pa je potrebno zavreči prepričanje, da imajo muslimanske družine v Evropi bistveno več otrok kot nemuslimanske, saj razlika pri tem ni bistvena. Večjo vlogo pri rodnosti bo igralo dejstvo, da muslimani v Evropi pripadajo mlajši generaciji v primerjavi z drugim evropskim prebivalstvom. V nadaljevanju se bomo posvetili temu, na kakšen način salafistična oblika arabskega islama projicira v Evropo in kako se to kaže pri spremembi verske prakse muslimanov v Evropi. Dejstvo je, da ima pri širjenju salafističnih idej pomembno vlogo globalizacija in digitalizacija, in da je njun vpliv v primerjavi z migracijami večji. Nad idejami salafitskega arabskega islama se navdušujejo tako prebivalci Balkana kot drugi muslimani, ki živijo v Evropi. Znova se obračam na raziskave, tokrat iz Zahodne Evrope, predvsem iz Francije, ki kažejo, da se salafističnim idejam v večji meri simpatizirajo mlajši muslimani, ki so se v Evropo priselili kot otroci, ali pa so bili celo rojeni v Evropi, torej gre za potomce migrantov. Prav tako ne smemo prezreti dejstva, da je dober delež salafitov spreobrnjencev v islam. Povezovanje s salafističnimi idejami je pri muslimanih, ki so se rodili v Evropi, močno povezan z iskanjem identitete, s katero imajo priseljenci in njihovi potomci še večje težave kot drugi mladi Evropejci. Prav tako se pa s temi težavami soočajo mladi rojeni na Balkanu, predvsem v Bosni in Hercegovini, zaradi genocida in vojne, ki se je zgodila tam. Religijska, etnična in nacionalna identiteta so v islamu tesno povezane in čeprav večina muslimanov v Evropi dosledno ne prakticira islamske verske prakse, čuti pripadnost islamu. Tako Warner, kakor tudi Hagen in Auerbach ugotavljajo, da priseljenska izkušnja, ki je velikokrat povezana z domotožjem, občutkom odtujenosti in osamljenostjo, poveča potrebo po prisotnosti religije v vsakdanjem življenju. Poleg tega pa naj bi bila druga generacija muslimanskih priseljencev v Evropi, v primerjavi s prvo, bolj dovzetna za vračanje k koreninam in prakticiranju tako imenovanega čistega islama. Kar še pa dodatno spominja na učenje salafitov, ki si želijo živeti na način, kot so to počele prve 3 generacije muslimanov. Tu pa hote ali ne hote trčimo v arabsko kulturo, v zibelko islamske religije. Verska praksa, ki so izpolnjevali prvi muslimani na arabskem polotoku, ni bila zgolj odraz nove religije, ampak hkrati odgovor in prenos šeg in navad ter prepričanj takratnega prebivalstva na Bližnjem vzhodu. Takrat izredno nizka pismenost je še dodatno vplivala na slepo sledenje verskim vodjem. Takratni laični verniki niso imeli niti znanja, niti veliko možnosti za izbiro nekoliko bolj liberalnega pogleda na izpopolnjevanje predpisov,
Dejstvo pa je tudi, da je islam v arabski svet prinesel bistveno več dobrega na začetku in omejitve, ki so ljudem omogočale boljše življenje, glede na to, kako so živeli pod beduini. Današnje stanje pa je temu diametralno. Zdi se, da se mlajše generacije izgubljajo v moderni, sodobni družbi brez omejitev in pravil. Pripadniki mlajših generacij, ki so se pridružili salafističnim gibanjem, pogosto povedo, da jih je še posebej pritegnila jasnost navodil, točne smernice za življenje. Dževada Šuško, profesorica znanstvenica iz Bosne in Hercegovine, na primeru Bosne in Hercegovine ugotavlja, da igrajo pri tem veliko vlogo tudi karizmatični verski voditelji, ki znajo privabiti mlade muslimane, ki iščejo sami sebe, smisel življenja in odgovore na vprašanje. Pred očmi moramo imeti tudi dejstvo, da so grozote genocida in vojne v Bosni in Hercegovini, kakor tudi na Kosovem, odražajo pri mlajših generacijah. Potomci priseljencev pa so prav tako doživeli vojno ali kakšno drugo travmatično izkušnjo, bodisi na posreden ali neposreden način. Pridobljene in podedovane travme, ki jih nosijo s seboj, še v toliko večji meri spodbujajo dovzetnost za pripadnost nekoliko bolj strogim in, če hočemo, skrajnim skupnostim. Arabski islam jim ponuja možnost doslednjega izpolnjevanja verskih predpisov in jih hkrati daje občutek pripadnosti, na nek način tudi posebnosti, ki jo mladi iskalci identitete želijo doseči. Na tem mestu se odpira vprašanje, kje se mlajše generacije muslimanov v Evropi srečajo s salafističnimi idejami. Kanalov, po katerih salafizem projicira v Evropo, je več. Prvi so salafistične verske skupnosti, ki so se formirale potem, ko so evropski muslimani odhajali na študij v Katar in Saudovo Arabijo. Tam so se navdušili nad puritističnim in rigoroznim islamom. Po vrnitvi v Evropo so začeli širiti ideje o potrebi očiščenja verskih praks in običajev in opozarjati na potrebo po doslednjem prakticiranju verskih predpisov. Drugi kanal, preko katerega se salafizem širi v Evropo, pa je socialni splet in različna družbena omrežja, ki muslimanom dajo odgovore na to, kaj je pravi islam in kako ga je potrebno živeti. Večina muslimanov v Evropi pride v stik z islamom preko interneta, na kar je že pred leti opozoril tudi Viktrovic. Salafiti s pridom uporabljajo družbena sredstva obveščanja in ustvarjajo krajše ter daljše video vsebine, preko katerih širijo islamski nauk, objavljajo pridige in pravile verske prakse, ki so v skladu s salafitskim učenjem. Nemalo islamskih učenjakov iz Bližnjega vzhoda poučuje o islamu s pomočjo YouTuba, Facebooka, sedaj tudi TikToka, pri čemer uporabljajo angleški jezik in tako pridobijo poslušalce iz drugih koncev sveta. Prav tako se tovrstnemu oznanjevanju zatekajo muslimani na Balkanu in tudi salafiti, ki živijo v Sloveniji in delujejo pod islamsko skupnostjo milosti. Nenazadnje pa so k širjenju salafitskega islama v Evropi pripomogle tudi knjige in publikacije, velikokrat napisane izpod peres karizmatičnih voditeljev. Nemogoče je povzeti oziroma povedati, koliko muslimanov v Evropi sledi salafistični smeri islama, saj salafistična gibanja nimajo članov kot politične stranke ali pa nekatere druge organizacije. Prav tako se včlanitev v versko skupnost še ne pomeni, da posameznik v svojem življenju tudi živi po verskih predpisih oziroma da nekdo, ki ni včlanjen v versko skupnost, slednjega ne počne. V islamu je včlanitev v versko skupnost pogosto povezana z sledenjem družinski tradiciji, prav tako velja, vsaj v Islamski skupnosti Republike Slovenije, da je opisan en z družine in to velja za celo družino, da so člani. Sociologi nenazadnje ugotavljajo, da se nad salafističnimi idejami lahko navdušuje tudi muslimani, ki pripadajo verskim skupnostim, ki sledijo učenju kakšne druge islamske pravne šole. Prav tako v Evropi nimamo primerov, da bi salafistične organizacije zgradile svoje džamije. Molitve opravljajo v manjših molilnicah za organizacijo in pedagoško dejavnost, pa imajo najete prostore ali stanovanjske objekte predelane v tovrstne namene. Primer Slovenije, Rakova Jelša v Ljubljani. V nekaj evropskih krajih, recimo Malmö na Švedskem ali pa Bradford v Nemčiji, imajo tudi svoje mestne četrti.
V Sloveniji imajo svoje prostore, kot že omenjeno, v Rakovi Jelši, po dvomih pa naj bi se zbirali tudi po drugih slovenskih krajih, predvsem na Jesenicah. Najpomembnejšo vlogo v salafizmu ima pridiga dova, preko katere salafitski duhovniki v navezovanju na Koran, Suno in spise pripadnikov prvih 3 generacij muslimanov, kar imenujemo al-Adhar, opominjajo vernike o tem, kar je dovoljeno, kar prepovedano, ter jim dajo navodila za življenje. Cilj salafitov je, da islam postane čim bolj avtentičen. A pri preučevanju salafizma v Evropi kaj hitro lahko ugotovimo, da obstaja tudi znotraj salafizma različne skupine z različnimi nameni in cilji. Hajkel razdeli salafizem na aktivni in tihi oziroma skrivni salafizem. Za prvega je značilna transformacija družbe in politična angažiranost, aktivni salafizem pa deli še na salafizem, ki sledi konceptu džihada, in na salafizem, ki si želi suverenost muslimanov doseči s pomočjo političnega vpliva. Skrivni salafizem, ki naj bi bil večinski, pa je skoncentriran na izpolnjevanje rigoroznih verskih predpisov in doseganje čistosti in duhovnosti. Arabski način prakticiranja islama v vsakdanjem življenju upoštevajo vsi salafiti. Od drugih muslimanov v Evropi se razlikujejo tako po načinu verske prakse, kakor tudi po videzu. Ženske so strogo pokrivajo ali celo zakrivajo in nosijo ohlapna oblačila, da ne poudarjajo svojih oblin. Moški se puščajo rasti brado, nekateri izmed njih nosijo tudi obleke, kot so jih nosili Arabci v 7. in 8. stoletju. Pomeni širše hlače, širši zgornji del, vidni gležnji, čepice na glavi. Molijo striktno 5-krat na dan, po vakti, to je njihov urnik molitev, obiskujejo molitve v džamiji, se redno udeležujejo petkove molitve, redno berajo Koran in hadise. V primerjavi z drugimi muslimanskimi verniki so veliko bolj izobraženi. Strogo se držijo tudi 5 stebrov islama, se prehranjujejo po prepisih halal prehrane, pri čemer večini zaužívajo le tisto hrano, ki ima halal certifikat, razen če to hrano seveda pridelajo sami. Islamske praznike obhajajo dosledno in strogo vezano na prve predpise praznovanja, ostro obsojajo vse običaje, ki so se s tekom stoletij razvili na posameznih geografskih področjih oziroma ki so jih muslimani s tistih področjih začeli prakticirati, ker so jih prinesli iz prejšnjih religijskih gibanj, ki so bila tam prisotna. Konkretno to pomeni, da recimo salafiti ne praznujejo mevluda, kar je pri hanifitskih muslimanih zelo priljubljen praznik, gre namreč za praznik rojstva preroka Mohameda, češ da točen datum njegovega rojstva ni znan. Po drugi strani pa so bistveno manj prilagodljivi in njihov nauk je, da je potrebno narediti vse, kar je v njihovi moči, da bodo lahko izpolnili verske predpise. Bom zdaj navedla nekaj primerov in sicer salafiti bi naj po svojem nauku naredili dejansko čisto vse, da se lahko udeležijo tudi 5-dnevne molitve, točno v predpisanem času po vakti. In tako je vsak salafit poklican, da če mu delodajalec tega ne nudi, da pusti svojo službo in si najde službo, ki mu bo to omogočala. Prav tako v Sloveniji recimo konkretno kršijo predpise praznovanja Kurban Bajrama, kar ni v skladu s 25. členom zakona o živalih, ki prepoveduje, da bi se žival zaklalo brez usmrtitve. Zato te živali kljub temu zakoljejo in to delajo, pravijo, ali doma, ali grejo te stvari narediti v Bosno in Hercegovino. Medtem ko so recimo člani hanifitske skupnosti, oziroma člani islamske skupnosti v Republiki Slovenije in slovenske muslimanske skupnosti, ki sledijo hanifitski pravni šoli islama, v tem primeru obrali drugo alternativo, da določijo znesek, lani to znašalo 250 evrov na družino in potem simbolno ta kurban darujejo preko daritve. Kurban pomeni pa žrtev. Omembe vreden je tudi njihov cilj, in sicer slovenski salafiti imajo na spletni strani zapisano, da je njihov cilj islamizacija muslimanov. Pišejo o tem, da redno prestopajo k islamu tudi Slovenci, predvsem ženske, čeprav ta številka je potem
vseeno nizka. Po drugi strani pa Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, ki je pod oblastjo Rijaseta v Sarajevu, nima za cilj islamizirati Slovencev, ampak zgolj ponuditi nudenje, izpolnjevanje verske prakse in versko izobrazbo muslimanom, ki živijo v Sloveniji, hkrati pa tudi, da ohranijo nek stik s kulturo. Na koncu še izpostavim ugotovitev, da se salafiti od drugih muslimanov pogosto razlikujejo tudi po načinu govora, in sicer uporabljajo arabske besede za opisovanje, njihov govor je dosti bolj speven, imajo tudi arabske izraze, uporabljajo za različne verske pojme, pri čemer se pogosto pozorni na poudarjanje določenih zlogov. Med seboj se tudi pozdravljajo z arabskimi pozdravi. Toliko zaenkrat. Hvala.